Beletrina v živo. No, lepo pozdravljeni. Danes govorimo z Marjanco Mihelič, Sovretovo nagrajenko, nasploh ugledno prevajalko, in sicer ob izidu njenega prevoda romana Satanov tango, kultnega madžarskega romana avtorja Laszla Krasnohorkaja, ki je šel sredi 80-ih, šele zdaj ga dobivamo nekako v prevodu. Mogoče za začetek eno splošno vprašanje za madžarsko romanopisje velja, da je slogovno zelo bujno, baročno, nekako tudi zapleteno. Do neke mere ima tudi ta roman Satan tango kompleksen slog, kakšna poglavja so pravzaprav sestavljena mogoče iz ena ali dveh povedi, če se pravilno spomnim. Nikolaidis, črnogorski pisatelj, je naslovil svoj roman iz ene povedi madžarski stavek, ne. Pa me zanima, a je to samo stereotip ali je nekaj na tem? Očitno postaja že mit, ne? Ker ljudje so začeli spraševati o tem. Ja. To samo pomeni, da si madžarska literatura in pisatelji utirajo pot, ne, v slovenski kulturni prostor. No, seveda je nekaj na tem, kar nekaj na tem, ker je pač madžarski jezik za razliko od slovenskega, ki je indoevropski, pač ugrofinski in aglutinacijski, a ne, to pomeni, da nima spregatev, sklanjatev in sploh ima res čisto drugačen sistem oblikovanja besed, besednih zvez v zvezi s predlogi, vezniki na ravni prostega stavka in potem povedi. Namesto naših 6 sklonov ima tam okrog 40 obrazil, ki opravljajo funkcijo tega, čemur mi rečemo skloni. Skratka, delno je to povezano, kar ste vi omenili, samim madžarskim stavkom oziroma povedjo. Deloma pa seveda tudi s tem, kako nekdo rokuje s tem jezikom oziroma kaj želi, kakšen stavek želi, in to je pa potem že tudi stvar osebnega sloga. Recimo, če govorimo o Krasnohorkaju, je to avtor, ki je svoj prvi roman, recimo že nekako karakteriziral tudi s tem slogom daljših povedi, ki pa še niso tako dolge, kot so recimo v slovenščino že prevedeni knjigi pred 2 letoma Svet gre naprej, ne. Tam so pa res novele dolge, ker je ena poved praktično raztegnjena na 2, 3, tudi do 4 strani. No. Skratka, je nekaj na tem zaradi same sestave jezika in potem pa drugo, kako nekdo oziroma odnos samega avtorja do besede, stavka in jezika. Ne. Recimo Krasnohorkaj je v priložnosti dejal, da zakaj, ker so ga spraševali, ne, zakaj uporablja tako dolge povedi, to otežuje branje nenazadnje, in je rekel, da sledi naravnemu govoru. Zanj je prosti stavek umetna tvorba. Redko govorimo takole: mama kuha kosilo ali pa oče dela na vrtu. Tako mogoče zapisujemo, ko nas učijo pravilnega knjižnega jezika, v prostem govoru pa besede tečejo bolj spontano, brez ločil, brez pik, bolj povezano, zadihano. Skratka, ima tudi drugačen ritem in tempo. Nenazadnje je Krasnohorkaj tudi glasbenik, vsaj do pubertete oziroma do začetka študija na univerzi se je ukvarjal z glasbo, je igral inštrumente in tudi sam zelo poudarja to željo, da bi, oziroma želi oblikovati stavek poved tako, da se čuti ritem, da je in neki drugi kritik, recimo Peter Bološo, je dejal, da je njegov roman, prav Satanovem tangu, ker je presenetil kritike in bralno občinstvo, je dejal zanj, da je glasbena mojstrovina v tem smislu, ne. Da tako kot, no, ampak zdaj se že preveč spuščamo samo vsebino. Ja, seveda je nekaj na tem, z tega in onega konca. Ja, je pa tudi nekako zelo proslavljeni roman Satan tango, je sloveče ime, verjetno tudi dosti po zaslugi filma Beletarja, ne. Me zanima, nekako vseeno v Sloveniji nimamo toliko stika z literarno kulturo Madžarske, mogoče kam se umešča v to neko
linijo 20. stoletja madžarskega pripovedništva, ta roman? Danes je slovita roman oziroma ima mesto med najuglednejšimi, kot zavzema eno najuglednejših mest v sodobni madžarski literaturi. Krasno Horko je pa seveda eden najpomembnejših pisateljev in edini madžarski Bukarjev nagrajenec. Na začetku pa ni bilo čisto tako. Jaz recimo sem poslušala en intervju s Krasno Horkojem pred leti, ko je pripovedoval o tem romanu, izšel je leta 1985, še za časa Kadarjeve vladavine, kjer se pač pisatelj po svojih besedah ni počutil preveč dobro. In seveda mi smo še kar nekaj let ali pa vsaj 5 let pred zamenjavo sistema. Seveda tudi tam se je poznala že od juga, politična pa vendarle je bila še bolj čvrsta kot recimo pri nas, ni bila že kar nekaj časa. In določen krog literarnih kritikov ga je zelo slabo sprejel oziroma ga je skritiziral. Kritiziral ga je, verjamem, da je bilo tudi politično, ampak z izgovorom demontaže klasičnega romana ali pa realizma, ker dejansko Satanov tango, torej, kar se tiče kronologije časa, ga zastavi popolnoma drugače, skratka ukinja to časovnost, ki jo poznamo pri tradicionalnem realističnem romanu, potem tudi prvine postmodernega romana, fantazije, recimo v smislu Kafke, skrivnostnosti tega, in to zelo spretno in zelo dovršeno in dognano ves čas prepleta, ob tem, da poudarek njegov zagotovo ni po izražanju nekega mnenja, nekega vidika, neke zgodbe niti, ampak želi prikazati nekaj čisto drugega. In seveda je naletel, bil je drugačen od drugih. Jaz osebno, kar poznam sodobno oziroma madžarsko literaturo tistih desetletij, je popolnoma nekaj posebnega. In je bil presenečenje, in še Krasno Horko sam še vedno pravi, da se počuti še vedno, da stoji izven. Da je bil že takrat, ne bom rekla obstranec, ker ni bil obstranec, ampak ima čisto neko posebno pozicijo in še danes ne prepoznam ničesar podobnega, niti sledilcev nima v tem smislu, kot jih ima nekdo drugi. Bi pa rekla samo še to, da je pač 3 sodobne madžarske pisatelje poznamo, to so pač Esterházy, Nádas Péter, vsi so že prevedeni v slovenščino, in Krasno Horkoji, in vsi 3 navajajo svojega učitelja, to pa je Mesoj Mikloš, ki pa v slovenščino še ni preveden, prav čisto nič, ki ga nekako imajo za enega najvidnejših predstavnikov spremenjenega kanona madžarske literature, ki se ves čas od 19. stoletja naprej skozi 20. stoletje deli na bolj urbano in bolj, kako bi rekla, ljudsko, narodno linijo. To je zelo močno prisotno v madžarski književnosti, in ta Mesoj Mikloš, pred njim pa še Od Ligeza, tudi njegov roman je preveden v slovenščino. Njim pa sledijo ti 3, ki sem jih imenovala. Nekako imajo svojega mojstra, to je recimo to Mesoj Mikloš, ki mu je, samo še to dodam, to je zanimivo, takrat, ko je Satanov tango naletel na kar slab odmev, ali pa vsaj deloma, na tak kritičen odmev, se je sam, kot je dejal pisatelj, kar slabo počutil v tej državi in takrat mu je prav ta Mesoj Mikloš samoiniciativno nekako uredil, dobil zanj štipendijo in takrat je Krasno Horko odšel v zahodni Berlin za 1 leto in dejal je, da to je bil zanj prerod. Kljub samo je bil to takrat drug svet in tam ostal 1 leto, pa podaljšal na 4 leta, in ko se je vrnil, je prišel ven že z drugim romanom. To je bilo že leto 1991-1992, zamenjava sistema, in takrat je bil, medtem so že prevedli v nemščino Satanov tango. Celo mi, Slovenci, smo prevedli nekaj odlomkov iz drugega romana v slovenščino. Smo bili zelo s korakom v času. Tudi Vilnica mu je pripadla pred Bukarjem, tudi lepo za nas. Skratka, je bil pa že postavljen na svoje mesto z lovorikami in tako naprej. V sami zgodbi romana je ogromno nekih zamolkov. Pravzaprav so v prvem planu ti absurdni, groteskni odnosi
med liki, ne. Medtem ko stalno smo naslednji neki zaroti nekim dogodkom, ampak pogosto pravzaprav ne izvemo, zakaj je tam šlo v resnici. A je to mogoče posledica tega, da je hotel Krasno Horkaj na nek način estetsko se samo cenzurirati v dani politični situaciji, ali gre za nek čisto estetski pristop v smislu poskusov inovacije, alegoričnega prikaza, ker potisne neke realije politične ob strani in prikaže pravzaprav človeško naravo in odnose, ali gre mogoče za kaj tretjega, vsekakor pač ti zamolki učinkovito delujejo in nas in pravzaprav nekako motor te zgodbe, ki je sama po sebi dosti statična. Jaz bi rekla oboje, ne? Se pravi tudi pamet v danih okoliščinah. Prednost bi pa dala oziroma poudarila njegovo stališče, ki se je rodilo seveda mogoče v takšnih in drugačnih razmerah, in njegovega stališča do literature, književnosti, ker on pravi v kasnejših intervjujih, no, zato navajam to, pravi, da ni politik in da kot književnik ni politik, ker so ga recimo vprašali pomembne osebnosti na področju kulture, književniki v določenih kritičnih situacijah dajo svoje izjave, da je to zelo pomembno, da se postavijo na takšno ali drugačno stališče, zakaj se on nikoli ne oglasi na tak način in pravi, da nekakor noče, da je politika zanj res tisto, s čemer se nikoli ne želi ukvarjati, da zasebno, seveda ja, zasebno se opredeljuje tako, da gre na volitve, kot umetnik pa se ne želi ukvarjati s tem. Verjamem, da je to izjemno pomembno, mislim, da je to njegovo stališče. Po drugi strani pa seveda tudi to, kar je on želel napraviti s tem romanom. On sam pravi, da nikoli ni želel biti pisatelj, skratka, ni gojil te misli kot učenec, študent, ampak da se je tako zgodilo. No, če povem na kratko zgodbico, da potem, ko je že preživel puberteto, se je izogibal vojaščini in se selil, pravi sam klatil, ne. Po Madžarski ostajal v določenih krajih po 3-4 mesece, zato da se je lahko tej vojaščini izognil in da je opravljal najrazličnejša dela. Med drugim je zašel na neko prašičjo farmo, kjer je delal kot nočni čuvaj in potem so rekli, prihaja Irimijaš, to je isto ime, kot ga srečamo, glavni antijunak v romanu. Tako, antijunak, ne antikrist, karkoli že, bo prišel kastrirati. In da pravi, da on je pa moral držati tiste prašičke in da je bilo to zanj tako grozljivo doživetje, tako brezčutno in tako naprej, da pač je doživljal muke vseh tistih malih biti. Kakorkoli že, da takšno brezdušje, nekaj šilc palinke, pa še potem nekaj šilc palinke in brez besede si nadane na glavo klobuk in odide spet na drugo farjo. Skratka, ta človeška brezčutnost ga je zadela, pravi, v človeško bistvo in takrat se je v njem nekaj prelomilo. In pravi, da ni hotel, ko je začel pisati ta roman Satanov tango, o tem zlu, o nečem v človeku, kar ni dobro in ni bilo dobro niti pred stoletji, pred tisočletji in ni dobro niti danes, da se to človek žal ni popravil, ni poboljšal in to je pač tudi del te njegove silovite vizije zla, ki je zapisan svet. In po drugi strani pa še nekaj delal je tudi na kulturnem področju ali karkoli, takrat v tistih letih, da je preprosto, ko je bil med živalmi, nek 300 krav na nekem pašniku, v hlevu, anonimnost teh ljudi, ki se tam družijo, da je začutil ta von vsega tega, skratka, da je to štimungo anonimnih ljudi, skupnosti, človeške skupnosti, spravi nekaj tistega globljega v človeku in da to je bilo tisto, kar ga je s prejšnjimi izkušnjami, kar ga je navedlo k temu, da želi pisati o tem in pravi tudi o človeštvu, o človeku na neki globlji ravni in da ne želi o bistvu človeka, nikakor ne želi pisati v komunistični Madžarski. To je drugotnega pomena. Odtot potem tudi vsi zamolki in ta ustroj, ki si ga je zastavil v romanu, kompozicija, ni pomembna sama zgodba, ki jo potem vzrok, posledice in tako naprej.
Sej, zato deluje s temi zamovki tudi enigmatično, ampak potem res je pa tako skrbno, recimo, če ste bili pozorni, potem le nekje s določenim segmentom, drobcem nekako poveže stvari skupaj, tako kot pajčevina, te niti, to so te celote, ki jih ustvarja, tako da je stvar celovita z neke druge perspektive. Ne? Ali je to pajčevina, je to ta kaos, v katerega drsi vse skupaj iz tega blatnega dola, odkoder grejo ti ljudje. Torej, ena celovitost čist na neki drugi ravni, seveda čas, prostor, tu je velika statika potem, ker ga zanimajo dejansko druge stvari. Morda ni nenavadno, da je nastal 7 ur dolg film po tem romanu. Jaz bi si ga lahko predstavljal tudi kot v gledališki uprizoritvi. No, omenili ste to delo na farmi. Pravzaprav je roman sam prežet s tem nekim srednjeevropskim, bi jaz rekel, prav temačnim vzdušjem. Res, tudi vi ste omenili vzporednico s Kafko, z njim ga pogosto primerjajo, pojavljajo se vzporednice z Beckettom. Me zanima, glede na to, da vseeno deloma sodimo pod neko skupno podnebje v takem ali drugačnem smislu, obstajajo mogoče kakšne vzporednice s katerim od slovenskih avtorjev ali pa romanov? Kot sem že rekla, jaz v madžarski sodobni literaturi, vsaj to, kolikor je poznam, nisem se srečala z nečim podobnim v književnosti in tudi pri Slovencih ne, skratka, kolikor jo poznam. Včasih sem imela kvečjemu reminiscenco, kar se mi zdi po svoje zanimivo, ampak recimo dikcija tega Jeremije, to so tudi biblijske vzporednice, ampak Jeremijaš, je to madžarsko ime za Jeremijo, ki je sicer seveda negativni lik, ta prevarant in negativni misija, demagog, ne pravi demagog, ne pravi udeleženik, to je učna ura demagogije in malverzacije, kaj vse je še za njim, ne bomo izdali vsega. Skratka, cankarjanska dikcija v smislu sarkazma, ker kakor je temačna ta štimunga, so v teh dialogih, kot so rekli, je groteskno, je neka tragikomičnost, za katero pravi Krasnohorkov tudi, če nisem tega uspel narediti, potem je propadel moj poskus, ker sem hotel ustvariti, da so te stvari nekako. Ta cankarjanska sarkastična kritika doline Šentflorjanske, sicer z drugega stališča, ampak tudi Jeremijaš je kritičen v tem smislu do teh ljudi, ki se ne premaknejo, v tem smislu, še veste, da jih zlorabi, ravno zato jih zlorabi, ampak točno ve, zakaj jih lahko zlorabi, kako jih lahko zlorabi, popolnoma in grozljivo, ampak že skoraj tudi komično, ker čepijo tam v blatu in se samo, da imajo ta svoj paprikaš, Cankar bi rekel, samo najboljše so pečene piške, recimo v drami. Skratka, te relacije so se mi nekako urivale zanimivo, skozi to prodorno kritiko in to zatohlost Šentflorjanske doline. Tam je to vas, ki se utaplja v blatu, deževno obdobje, pravi blatni dol. Pa še Fajmoštre imajo tudi tam. Skratka, te relacije, ampak vmes seveda je skoraj 100 let razlike, ali pa recimo 80 let. Bolj ta nekje sveda v zadju tiči Krasnohorkojeva pronicljivost in kritika, ja. Skoraj kot nek začetek in konec moderne dobe sta dva avtorja stojita. Mogoče še zadnje vprašanje. Prej smo slišali, da bo dejansko projekcija, sem bil presenečen, tega dolgega filma v kinoteki, če se ne motim. Ampak, kolikor vem, to ni edino sodelovanje Krasnohorkaja in Bele Tarja. Pa me zanima, ste mogoče seznanjeni s tem, kako sta prišla skupaj? Je to res neka umetniška privlačnost instinktivna, a ste se mogoče tudi osebno po kakšnih okoliščinah predhodno spoznala? Torej, kar vem je iz intervjujev, ki jih je dal Krasnohorkoj različnim medijem v različnih obdobjih. Živela sta in ustvarjati sta začela v približno enakem obdobju in tudi tega režiserja, Kadarjeva vladavina ni preveč marala. In nekako sta se našla in hitro začutila, se pravi, govorim prav po Krasnohorkovih besedah, da ju povezuje iste vrste občutljivosti,
kontemplacija, odnos do sveta. In ko je šel ta drugi roman, je potem kmalu, po prvem romanu sta skupaj napisala scenarij, po drugem romanu Melanholija upora in po noveli, ki pa je objavljena v tej knjigi zgodb Svet gre naprej, ki je šla pred 2 letoma pri Beletrini. To je ta Turinski konj. To so ti 3 veliki filmi, seveda najdaljši je ta Satanov tango, tako da te dolge povedi, kot bi našle te dolge povedi, te dolge prizore, te dolge ujele v filmski podobi, te počasno kamero, dolge pejsaže, skratka, na nek način se tudi tu, v tem tempu, ritmu dogajanja ujamete in v tej statiki, ki nastane iz tega. In se pravi, če govorite o tej senzibilnosti, potem seveda tudi pri Belatorju seveda ne gre za niz teh dogodkov, za hitro montažo, za neko tako nasilno poseganje in ukvirjanje snovi in tako naprej. Pa je pa rekel pisatelj, da pa, kar se tiče podob, je pa to prepustil njemu. No, spomnim se še nečesa, kar je rekel pa režiser, ko je rekel, ravno je navedel en stavek na drugi strani je v romanu Satanov tango in glavni junak Futoki gleda skozi okno in zagleda na akacijevi veji, zazdi se mu v trenutku, ima neko takšno vizijo, kot bi istočasno videl prehajanje pomladi, jeseni, zime in pomladi. Skratka, in da je ta celokupnost časa kot vragulija, skratka, že v tem trenutku na drugi strani pomete s to kronologijo časa, zgodbe in tako naprej. In pravi režiser, prelepa podoba, ki jo je možno izraziti v besedah, jaz kot filmski režiser je ne morem ustvariti na tak način. Skratka, isto zgodbo, bistvo tega romana sem moral podati, seveda na drugačen način, v filmskem jeziku. Tako da ta 2 jezika sta različna, pa vendar po tematiki, po štimungi, po tem, kar ju zanima, kar se jima zdi pomembno, pa sta bila zelo povezana. No, Marjanca, hvala. Veliko ste povedali, zelo informativno, tako da pravzaprav niti nisem imel jaz sam dosti dela. Želim vam veliko dobrih prevodov, seveda še naprej. Vas pa vabimo k branju tega romana, ki zapolnjuje sigurno eno belo liso v prevodni književnosti pri nas. Beletrina, v živo.